Gospod Načkov, spoštovane gospe in gospodje, kot smo danes že slišali, je bil Matevž Ravnikar eden glavnih podpornikov slovenskega jezika v katoliški cerkvi, šolstvu in kulturi na Kranjskem in Avstrijskem primorju, lahko bi rekli tudi v Ilirskem kraljestvu, ki sta ga močno podpirala Zois in Kopitar, čeprav ju je njegova realizacija nekoliko razočarala. S tem je bil Ravnikar tudi eden glavnih akterjev slovenskega narodnega preroda v prvi polovici 19. stoletja. Danes je v slovenskem kulturnem spominu po krivici potisnemo senco starejših in mlajših sodobnikov, kot smo danes že slišali, Vodnika, Kopitarja, Slomška, Prešerna seveda, in glavni vzrok njegove delne pozabe je gotovo v razvoju slovenskega nacionalnega gibanja, ki je zavrnilo Kopitarjev razsvetljenski, utilitarni model slovenske kulture, oprt na kmetstvo in se utemeljilo na Čopovem in Prešernovem romantičnem kozmopolitskem modelu oprtem na meščanstvo. Po drugi svetovni vojni je seveda Ravnikarjevemu slovesu poleg asociacije z osovraženim Kopitarjem škodilo še povezovanje s cerkvijo in posebej janzenizmom. In tako kot je znanost čakalo pravičnejše vrednotenje Kopitarja, nas čaka seveda tudi pravičnejše vrednotenje Matevža Ravnikarja. Baron Žiga Zois, pod mentorstvom katerega je Ravnikar začel svoje prerodno delo, bi ob teh novejših perspektivah bil precej začuden. Ravnikar je od Zoisov krog stopil v času, ko se je zdela francoska oblast v ilirskih provincah najbolj trdna, okrog leta 1810. Zois okrog leta 1810 ni bil Zois okrog leta 1780 zaradi bolezni, staranja, tudi zaradi posledic francoske revolucije in stalnih vojn med Francijo in zaveznicami, se je vračal k tradiciji, krščanstvu in katoliški cerkvi, celo z janzenističnim pridihom, tako da je z odprtimi rokami sprejel umirjenega in zanesljivega sodelavca iz vrst ljubljanske škofijske duhovščine, ki je bil tedaj, kot smo slišali, prefekt semenišča, profesor dogmatike in kancler centralnih šol v Ljubljani. Ravnikar je pravzaprav po službenem in duhovnem profilu, pa tudi po področju slovstvenega dela v Zoisovem krogu v veliki meri nadomestil leta 1807 umrlega Jurija Japlja in je postal poleg Vodnika Kopitarja in Jakoba Zupana glavni sodelavec Zoisovega kroga v četrtem, zadnjem desetletju njegovega delovanja. Tam je Ravnikarjevo delo usmerjal Kopitar, Zoisov nekdajni tajnik in pa desna roka pri vodenju slovenskega preroda, ki je ravno tedaj postal skriptor dvorne knjižnice in pa vrhovni cenzor za slovanske knjige pri policijskem in cenzurnem dvornem uradu na Dunaju. Tudi njegova kariera se je torej začela strmo vzpenjati. Kopitar, ki je bil do svojih sodelavcev, posebej do Vodnika in Zupana, neusmiljeno kritičen, je imel za Ravnikarja same lepe besede, ali pa skoraj same lepe besede. Večjo naklonjenost je Kopitar pokazal samo še do Zoisa in pa do svojega najljubšega učenca Vuka Stefanoviča Karadžiča v pismih Zoisu, v katerih je nadziral delovanje ljubljanskih sodelavcev, tudi Ravnikarja, je vedno najprej pozdravil mojega Ravnikarja, Ravnikar je bil vedno Ravnikar Meus, potem Vodnika in na zadnjem mestu brez svojilnega zaimka in z neizogibno bodico je sledil pozdrav za Zupana, ki je bil v največji nemilosti Jerneja Kopitarja. Ravnikarja je Kopitar imenoval, kot smo danes slišali, že spes meja, moje upanje, temeljita glava in tako naprej. Edina stvar, ki je Kopitarja motila pri Ravnikarju, je bilo njegovo nagnjenje, kot se je izrazil, k janzenizmu. Maja 1814 je Zoisu na primer naročal, tukaj pokažemo skenogram, pa bom prebral samo prevod. Če si vaša milost ne bo pustila pokvariti truda, da Ravnikarja zelo pogosto trpi ob sebi in ga ukroti, se pravi, da ga postopno, brez škode za njegovo vnemo in tako naprej odvrne od janzenizma, lahko zlahka postane naš daleč najboljši pisatelj.
Kopitar je podčrtal brez škode za njegovo vnemo, ne, se pravi, je Zoisu položil torej mu je priporočil, naj bo previden pri teh verskih vprašanjih, kar je bilo pravzaprav nepotrebno, ker je bil Zois znan po svojih diplomatskih spretnostih. Zois je pa Kopitarju na primer odgovarjal, spet navajam v prevodu: z vašim zaupanjem, profesorju Ravnikarju, se popolnoma strinjam, znanje in voljo združuje na način, ki ga je mogoče najti le redko. Torej, Zois je imel v Ravnikarju same lepe besede. Ravnikar je v okviru preroda popolnoma sprejel Zoisovo in za njim tudi Kopitarjevo avtoriteto, nobenih znamenj ni o kakršnihkoli nesoglasjih med temi tremi možmi. V drugem in tretjem desetletju 19. stoletja je Ravnikar postal glavni izvrševalec Kopitarjevega programa slovenske kulture, ki je bil v jedru seveda še Zoisov. Ta razsvetljenski program je med drugim predvideval ustanovitev katedre za slovenski jezik v Ljubljani, slovensko osnovno šolstvo na Kranjskem, razvoj knjižnega jezika, ki bi bil očiščen germanizmov in nemške skladnje, potem reformo črkopisa, nov prevod Svetega pisma, ki bi nadomestil Japelj Kumardejevo izdajo, in pa produkcijo sodobnih nabožnih, izobraževalnih in strokovnih del za najširšo javnost, to se pravi za ljudstvo. In pri doseganju vseh teh ciljev je imel ključno vlogo prav Ravnikar, ki je značajsko in svetovno nazorsko zelo ustrezal temu programu in tem ciljem. Skupaj z Zupanom se je okoli leta 1810 Ravnikar najprej lotil novega prevoda Svetega pisma, in sicer iz izvirnih jezikov. V Zoisovi knjižnici v palači na Bregu je uporabljal razne slovanske izdaje Biblije, ki niso bile na voljo v semeniški knjižnici. Mecen je bil znan po zbiranju slovanskih in slovenskih tiskov, tudi zelo redkih, zelo starih, in njegova knjižnica je slovela po vsej Habsburški monarhiji potem, tako da je tudi Kopitar Ravnikarja ves čas priganjal, naj hodi v Zoisovo palačo, ne samo zaradi knjig, ampak tudi zaradi dobrih nasvetov, ki jih je dobil pri Mecenu, tako da se je Ravnikar s Zoisom res posvetoval o posameznih prevajalskih vprašanjih. Ravnikar je skoraj sam prevedel celotno Petroknjižje in dokončani prevod sta leta 1812 zaradi prečiščenega jezika zelo pohvalila tako Zois kot patriarh slavistike Jozef Dobrovski, ki so mu očitno poslali vsaj del tega Ravnikarjevega prevoda v Prago, do natisa pa ni prišlo. Najprej gotovo zaradi čakanja na reformo črkopisa, ki bi jo moral izpeljati Kopitar. To je gotovo prvi razlog, ki se omenja v korespondenci med Zoisom in Kopitarjem. O morebitnih drugih razlogih bosta pa gotovo spregovorila referenta, ki bosta obravnavala Ravnikarjev prevod Petroknjižja. Mnogo uspešnejši kot na tem področju, torej žal do tega natisa Svetega pisma ni prišlo, je bil Ravnikar na šolskem področju. Po propadu ilirskih provinc in vrnitvi avstrijske oblasti je seveda, kot smo tudi danes že slišali, s Zoisovo in Kopitarjevo podporo leta 1815 predlagal ustanovitev katedre za slovenski jezik v okviru bogoslovja na ljubljanskem liceju. Torej, Zoisova podpora je bila bolj neformalna, tako kakor vedno v njegovem življenju, ampak močna. Njegov glas je bil vedno slišan na dvoru, čeprav vseh predlogov seveda niso sprejeli, medtem ko je bila Kopitarjeva vloga tukaj tudi formalna. Ne, kot bibliotekar in kot cenzor je bil pogosto vpleten v šolske zadeve, seveda po vrnitvi avstrijskih oblasti. Skratka, Ravnikar je v tej prošnji opozarjal, da bo s pomočjo katedre mogoče primerno usposobiti prihodnje duhovnike in uradnike, ki se bodo ukvarjali z duhovno oskrbo in izobraževanjem ljudstva, in da se bo z njo ohranila značajnost slovenskega naroda. Ravnikar, Zois in Kopitar so namreč želeli s katedro duhovnike pripraviti tako za pastoralo kot za šolstvo in seveda v drugi vrsti za zbiranje ljudskega slovstva in celo za potencialno pisanje knjig, kar se je vse seveda tudi uresničilo. Prav zato so vztrajali
formalno in neformalno sprva ne samoumevnem stališču naj bo predmet za bogoslovce obvezen, čemur so se nekateri bogoslovci tudi upirali na veliko Zoisovo žalost. Cesar Franc I je, kot vemo, predlog sprejel in je na Ravnikarjevo priporočilo leta 1817 za prvega profesorja slovenščine v Ljubljani imenoval njegovega učenca Franca Metelka. Torej, ta razvoj gotovo priča o Ravnikarjevem ugledu na dvoru, o čemer vemo tudi iz drugih okoliščin. Ravnikar je na to Metelka pripeljal v Zoisov krog in tako je Metelko postal resnično zadnji član Zoisovega kroga, se pravi samo 2 leti pred Mecenovo smrtjo. No, mimo grede, Kopitar si je na katedri najprej želel samega Ravnikarja, ki pa je bil preveč zaposlen. Tudi to smo slišali v prispevkih cenjenih predhodnikov. Potem je podprl seveda Metelka, Ravnikarjevega varovanca, na noben način pa Kopitar ni želel na tem mestu vodnika, s katerim je bil v dolgoletnem sporu. Značilno je, da ne zgubljamo preveč besed v tem sporu, da se Ravnikar, ki mu nikoli ni nihče odrekal poštenosti, čeprav tudi ne strogosti, nikoli ni vpletel v te, lahko bi rekli, značilno slovenske intelektualne prepire, ki so bili pogosto neprijetni, naprimer med Kopitarjem in Vodnikom, med Kopitarjem in Prešernom, med Jakobom Zupanom in pa Frančiškanom Paskalom Škrbincem. Torej, Ravnikar, čeprav je bil na visokem položaju, nikoli se ni pustil vplesti v tovrstne prepire, ampak je ostajal v ozadju. Zelo pomembna je Ravnikarjeva vloga v vzpostavljanju slovenskega šolstva, torej skupaj s Kopitarjem. Kopitar je bil namreč vprašan za mnenje, si je prizadeval za slovenski pouk z izključno slovenskimi učbeniki v osnovnih šolah na Kranjskem in kar so oblasti prav tako sprejele. Tudi to je Zois tik pred smrtjo označil za eno največjih dosežkov slovenskega preroda. In v tej smeri je seveda Ravnikar nadaljeval leta 1827, ko je postal referent za šolstvo v Tržaškem guberniju. Manj posrečena je bila Ravnikarjeva vloga pri uveljavljanju reformiranega črkopisa, ki naj bi zamenjal Bohoričico, res pa je, da je bila ta vloga tudi majhna in manj pomembna. Leta 1820 se je Ravnikar udeležil sestanka, ki ga je zaradi tega vprašanja na Dunaju sklical Jernej Kopitar in pri katerem sta bila med drugimi kranjskimi slavisti prisotna tudi Metelko in pa patriarh slavistike Dobrovski. Seveda Ravnikarjeva udeležba priča o njegovi pomembnosti, kar sploh ni bilo več vprašanje, leta 1820 sploh ne. No, to srečanje, kot vemo, ni prineslo končne odločitve, zlasti zaradi tega, ker Dobrovski ni podprl Kopitarjevega nepraktičnega predloga, naj specifične slovanske foneme označujejo cirilske črke. Kopitarjevo rešitev je skušal po letu 1825 uveljaviti Metelko, slovnico, iz katere je tale tabela. Ravnikar je tukaj iz občutka dolžnosti do Kopitarja in pa do svojega učenca Metelka to abecedo podprl, ampak resnici na ljubo je iz osebnih dokumentov pisem tudi Kopitarja, ne le Ravnikarja, razvidno, da so bili udeleženci tega sestanka, torej ne samo Dobrovski, nekoliko skeptični, nikoli niso bili popolnoma prepričani o tej rešitvi, ki potem seveda tudi zares ni prodrla. Metelčica je po letu 1833 po abecedni vojni dokončno propadla. No, ampak Ravnikar je bil podobno kot na šolskem področju uspešen kot avtor, oziroma bolje rečeno kot prirejevalec in prevajalec. Kopitarjev program, ki je dajal prednost književnosti za ljudstvo, nevisoki literaturi za višje sloje, je bil Ravnikarju blizu na več ravneh, torej ne samo kot Slovencu, duhovniku, ampak tudi zaradi osebnega prepričanja, da je velik del sočasnega evropskega leposlovja, posebej romanopisja in poezije, zasnovan kot, citiram, pripomoček za zrušitev prestolov in oltarjev. Mišljena je bila seveda radikalna razsvetljenska
literatura, ki je že v 18. stoletju uvajala materializem, ateizem in tako naprej. Tako da Ravnikarju je ustrezal ta program, ki se je osredotočal na uporabno književnost za ljudstvo in je svoje moči usmeril v prirejanje in prevajanje nabožnih in izobraževalnih del, predvsem za mladino. O tem bo danes še veliko govora, zato samo omenim, da je leta 1813 pripravil novo izdajo molitvenika Sveta Maša, za katerega je prevedel psalme. Njegovo najpomembnejše delo, vsaj za literarno zgodovino, so zgodbe Svetega pisma za mlade ljudi, ki jih je prevedel po Kristofu von Schmidu in objavil v 4 zvezkih v letih 1815 do 1817. No, leta 1816 pa je priredil knjigo Abecednik za šole na kmetih, katere naslovnice vidimo na platnu. Torej, te in druge knjige so mu zaradi jezikovne natančnosti prinesle velik vpliv na druge nabožne pisce in pozneje tudi naziv oče slovenske proze, kar glede na ugled, ki ga je užival v tistem času, ni pretirano. Ravnikar se je po Kopitarjevih navodilih, tudi slovnice iz leta 1808 oziroma 1809, uprl na jezik slovenskih kmetov, črpal je tudi iz besedišča in skladnje drugih slovanskih jezikov, če ustreznih besed ni bilo na voljo v slovenščini, in pa iz stare cerkvene slovanščine. Celo življenje je pa, kako rečeno, se po Kopitarjevih navodilih ogibal germanizmom in nemški skladni, čeprav vedno, kot bomo videli, ni bilo to mogoče. Zois je Ravnikarja zaradi njegovega zglednega jezika večkrat postavil ob bok vodniku kot glavnega slovenskega avtorja. Oktobra 1818 je recimo sklenil Dobrovskemu v Prago poslati Ravnikarjev prevod svetopisanskih zgodb in pa vodnikov prevod priročnika za babištvo kot najboljša primera prečiščene kranščine. Tako se je izrazil. Marca 1819 je pa v razpravi o kranjskem slovaropisju Überkrajnerische Lexikografiji ista prevoda v enakem zaporedju, torej z Ravnikarjem na prvem mestu, ne na drugem, razglasil za najboljši slovenski deli zadnjih let. To sicer ni pomenilo, da Zois kot zahteven in včasih celo avtoritativen mentor ni videl možnosti za izboljšave, to je razvidno iz njegovih zapiskov, pripomb, kakor je 20 leti in pol prej kritično pretresal vsak vodnikov vers, tako da se nam pesnik včasih celo rahlo zasmili, je tudi lasten izvod svetopisanskih zgodb popisal s popravki in pripombami. To najbrž pomeni, da mu Ravnikar dela pred tiskom ni prinesel v oceno, kakor je bilo v Zoisovem krogu navada, sicer bi mu baron te izraze popravil, no je pa mecen nekakšno, je pa mecen po tisku izvršil nekakšno postcenzuro. Barona so najbolj motili germanizmi, tu vidimo, da to nasprotovanje germanizmov korenini v Zoisovih nazorih, ne šele v Kopitarjevih, in pri teh besedah si je tudi pripisal ta izraz germanizmus, jih je tudi večkrat izpisal, podčrtal kot neprimerne. Naprimer pri Ravnikarju so ga motile besede kot velp, trošt, cilj, verbič, lampa, štrafinga, šac, rajtati. Tu vidimo, da si je pri izrazu pubič pripisal nemško ustreznico bube in na drugem mestu si je kot primernejši izraz iz Ravnikarjevega teksta izpisal besedo fant. S tem je bil zadovoljen. Nekaj frazemov se mu ni zdelo prepričljivih, zato jih je označil z vprašajem, recimo stavek piko so imeli do Janeza, se pravi, torej, gojili so zamero do Janeza, to se mu nekako ni zdelo posrečeno, in kot vidite, da tukaj na praznih straneh na koncu prvega in drugega zvezka si je Zois izpisal še druge izraze, ki so ga kakorkoli vznemirjali, ne nujno na negativen način, je pravzaprav razmišljal o drugih ustreznicah in tako naprej. Recimo besede grižljaj, pozaba, zarobljen in tako naprej. Včasih je iskal boljše izraze, včasih je bil pa zadovoljen z Ravnikarjevimi.
Kopitarjev program sta torej, kot dobro vemo, po letu 1830 zavrnila Čop in Prešeren, ki sta se zavzemala za razvoj slovenske literature po zahodnoevropskih zgledih in sta potem v pismih in pesmih občasno zbodla tudi Matevža Ravnikarja, ki pa mu nista od nikoli odrekala velikih zaslug in sta ga tako kot nekoč Zois postavljala ob bok Vodniku in Kopitarju. Se pravi, to mnenje je vendarle obstalo. Prešeren se je, kot je povedal gospod Načkov, v posebnem epigramu ponorčeval iz Ravnikarjevega sklicevanja na jezik kmetov in pa obenem umetnega vpeljevanja starocerkveno-slovanskega deležnika na ši oziroma uši. In čeprav so pravzaprav mnenja o tem deljena, torej vse Ravnikarjeve rešitve gotovo niso bile slabe, ampak o tem boste najbrž več povedali ugledni jezikoslovki, ki boste nastopili za menoj. Vsekakor lahko štejemo Ravnikarju v dobro, da se ni vključil v burne polemike med Čopovim in Kopitarjevim taborom v abecedni vojni in spopadu ob cenzuri Kranjske Čbelice, čeprav bi se lahko, ampak to gotovo se ni ujemalo z njegovim značajem, ni pristajalo njegovemu položaju, poleg tega je bil pa tudi zelo zaposlen s povsem novim izzivom, torej uveljavljanjem slovenščine v tržaško-koprski škofiji. Danes moramo priznati, da sta si Ravnikarjeva in Prešernova vizija slovenske kulture nasprotovali pravzaprav samo na videz. Slovenci v 19. stoletju smo v resnici zelo potrebovali obe. Hvala lepa.